Ja, dober večer, dragi rojaki, tudi v mojem imenu. Prav posebno čast mi je, da sem v tako elitni druščini na tako znameniti lokaciji in da se bomo pogovarjali tudi s tako eminentnim kolegom, doktorjem Bernardom Nežmahom, med drugim tudi o slovenski medijski krajini, katere del ste tudi vi, tisti medijski krajini, ki bi bila res grozovito siromašena, če takih oseb njih prav veliko, kot je doktor Nežmah, ne bi bilo. Preden bova sedla, ker nekaj časa bo v tem vendarle sedela, bom prebral nekaj osnovnih podatkov, čisto na kratko, s kom imamo nocoj opravka. Doktor Nežmah je rojen leta 1961 v Ljubljani, diplomiral je iz primerjalne književnosti in sociologije ter se izpopolnjeval na podiplomskem študiju lingvistike v Göteborgu na Švedskem. Magistriral in doktoriral je iz sociologije na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Zgodaj se je podal v medijske vode, najprej kot urednik na Radio Študent, glavni urednik Mladine, kolumnist in novinar Mladine, kjer je že več kot 30 let, sva ugotavljala. Nežmah je tudi zelo iskan komentator na RTV Slovenija, čeprav bolj pri gledalcih kot snovalcih programa včasih. Več kot 20 domačih in tujih revijah je objavljal svoje publikacije, svoje članke in razmišljanja, tudi v Tržaški mladiki. Je predavatelj na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani in mislim, da tudi na Fakulteti za medije v Ljubljani, pa verjetno še kje. Za izstopajoče publicistično delo je dvakrat prejel Jurčičevo nagrado, leta 1997 in 2007. Izdal pa je tudi več samostojnih znanstvenih in strokovnih knjig: Kletvice in psovke, Zrcala komunizma, Jelcinova Rusija in mislim, da nazadnje Časopisna zgodovina novinarstva leta 2012. Bernard, izvoli se usesti. Doktor Nežmah, ker ste že vendarle govorila o medijih in ker prihajate z medija in ste medijski človek, bi bilo vodno vprašanje lahko to, kaj se je zgodilo z nami, da kljub velikim pričakovanjem po letu 90 nismo užili tiste medijske pluralnosti, kot bi si jo demokratičen prostor in Slovenija in slovenski državljani zaslužil, ampak da se dogajajo celo retrogradni procesi, se pravi, kot da se kolo zgodovine vrti nekoliko nazaj, da je pluralizma in odprtosti čedalje manj. Kaj se nam je zgodilo? Najbrž sta bila na delu dva fenomena. Prvi je bil povezan z lastništvom. Namreč medija brez lastništva ni in v poslednji instanci imajo lastniki veliko moč pri formiranju politike medija. Sam se najbolj spomnim, ko sem v 90-ih letih delal reportaže iz Rusije, pa so bili moji kolegi ruski navdušeni, ko jih je kupil kakšen bančni magnat. Plače so se dvigali iz 100 na 1000 dolarjev in vsakič sem se naslednjič prišel, se je zgodilo pravzaprav veliko presenečenje, razočaranje. Namreč ugotovili so, eni so se mogli zapustiti svoje medije, ker je bilo njihovo pisanje neustrezno, drugi so pač se navadili na dobro plačo in so pa za račun plače začeli spreminjati svoje poglede. Pri nas je izgledalo v začetku 90, da tega ne bo, ampak vse na koncu je bolj manj prišlo do te pravzaprav popolnoma naravne, logične trže, da lastniki formirajo in določajo na nek način medijski svet. Problem se pri nam je bil pa še tale. Medij bi lahko preživel kot medij, recimo sploh časopisi, ko bi živel od naklade oziroma od tega. Ker pa v veliki meri časniki in tudi televizije, pa že v največji meri živijo od vse mogočih oglasov, je potem ta skrb za dober, profesionalno vsebino bistveno manjša. In pravzaprav to je na eni strani, po drugi je pa se zgodilo še nekaj, da svoboda, ki nam je prinesla nova država, pravzaprav ne zadeva tudi svobode duha. Namreč, če ti opazuješ, kaj pišejo drugi, ali pa kako poročajo drugi, in če se drugi držijo nekih obrazcev, ki so delovali še recimo v starem režimu,
potem sploh ne veš, da bi lahko pisal drugače. Zato, če se hočeš odpreti drugačnosti, imaš par poti. Ena je, da bereš, slediš tujim medijem, da vidiš, da lahko o podobnih stvarih poroča drugače. Druga je, da kaj bereš, kaj študiraš in ti je stvar bolj poglobljena in si potem sposoben enega drugega pogleda. Tako da te dva momenta sta bila, mislim, da zelo ključna in sploh z ozirom na to, da po letu 90 je bila večina kapitala v rokah, rečemo, postpartijske oligarhije, je se potem jasno, da je ta medijski svet bolj enobarven. Da, hvala. Se pravi, tisto, kar ste sedaj na koncu poimenovali partijska oligarhija, več izrazov je za to, mislim, da eden prvih je bil udbomafija, v zadnjem času govorimo o globoki državi, pa če storiva korak naprej, zakaj je ta država tako globoka? Končno, lastništvo medijev povsod po svetu je odvisno od lastnikov, oziroma politika medijev in vse ostalo je odvisno od lastnikov, zakaj so druge lastniki bolj odgovorni, da dopuščajo vendarle in omogočajo medijsko pluralnost, pri nas pa gre običajno za služenje eni politični opciji. Ja, v bistvu, tudi v medijih rabiš tekmo. Jaz sem najbolj, kar je mene fasciniralo pri sledenju zgodovine novinarstva, je bilo to, da po uspehu Bleiweissovih kmečkih rokodelskih novic bi človek pričakoval, da bo Bleiweiss naredil nek tudi dnevnika, oziroma pač političen časopis, ampak tega ni naredil. Namesto njega se je javil najprej Slovenec, potem Slovenski narod in hkrati smo imeli, tako rekoč precej sočasno, 2 dnevna časnika, ki sta bila pisana z popolnoma drugih, rečemo, ideoloških vrednostnih stališč, tak liberalen, pa malo bolj, rečemo temu, klerikalno konzervativen, ali pa krščanska sta bila oba. Slovenski narod in Slovenec. Ja, slovenska. In k temu je kmalu pristopil še tretji časopis, ki je izhajal takrat v največjem slovenskem mestu v Trstu, Edinost. In vsi ti časopisi so med seboj tudi striktno polemizirali. Skratka, na notranjih straneh je recimo časnikar Slovenca pokazal, kako je nek članek tendenciozen, nekredibilen, izmišljen v slovenskem narodu, slovenski narod mu je to odgovarjal in vice versa. Skratka, ti si imel odprt spopad idej in kot bralec si seveda je bilo nujni modus prebiranja to, da slediš vsem. To je bila takrat sploh kavarna idealna, ko si poleg kakšnega kozarčka še kaj prebiral. In politika je bila narejena kot dialog, konfrontacija različnih pogledov v relativno primerljivih medijih. Zdaj, sodobni Sloveniji je pa seveda problem ta, da tranzicija je prinesla definitivno prednost, rečemo temu, postpartijski oligarhija, karkoli jo imenujemo, medtem ko nasprotna stran je finančno bila in je bistveno šibkejša in pravzaprav tudi samega časa od začetka v resnici niti ni kaj dosti formirala svojih medijev, niti ni poskušala, še tam, ko je bila kakšna možnost. Je bila neuspešna, ne? Ja, no, mislim, razlogi so bili seveda različni. Konec koncev, če se spomnimo Jutranika pa Danila Slivnika, epizoda, ki je trajala 1 mesec, je seveda bila povezana tudi z popolno blokado reklam. Če ti odrežejo reklamni svet, potem si vnaprej izgubljen. Take velike izgubljene zgodbe, recimo slovenske pomladi, v širšem smislu tudi cerkvenih medijev, je TV3, je Slovenec. Očitno so tudi zaradi tega ti retrogradni procesi v medijskem svetu in potem tudi v politiki rezultat takih rezultatov. Ja, seveda, mislim, v resnici propad časopisa je katastrofa. Katastrofa, mislim, ne v tem segmentu, namreč v normalno bivanje tržne ekonomije, da stvari uspevajo in zginevajo. Ampak, če nekaj propade in se hkrati pojavi nekaj drugega, namesto njega je to uspeh. Ampak namesto Slovenca se ni pojavil noben dnevnik. Jaz mislim, Slovenci imajo sicer eno veliko smolo, da je začel izhajati pravzaprav tik pred začetkom vojne na Slovenskem in v tistem času se potem ta usmerjenost na drugačnost Slovenca je
zgubila precej tega žara, ker takrat je bilo pomembno ona dejstva povezana z spopadi ali pa konfrontacijami. Res pa je seveda, da če bi človek gledal, v kaj se je denar vse investiral, tudi je bilo zelo kratko vidno, da se pusti Slovenca tako enostavno izdihniti. Če pogledamo in malo zgodovinsko pretresemo te propadle projekte, vidimo, da se je ponekod, pogosto, na koncu zmeraj v ključnih trenutkih znašel nekdo, ki je pravzaprav spustil gume temu projektu in je bil običajno, danes bi lahko rekli, tudi podtaknen. Ja, misliš na zadnjega urednika Slovenca? Tudi je. Ja, ne, ampak podtaknen. Hočem reči, da lahko uporabljamo izraz podtaknen. Sam problem je, da je situacija prišla sploh v ta položaj, da ti lahko vsilijo pravzaprav urednika, ki pravzaprav s časopisom nekako ne diha. Če greva nekoliko na ta politični podium, prej smo omenili globoko državo, a se jo lahko bolj poimenuje, materializira, da pravzaprav vemo, kaj predstavlja tisto, kateri so vse ti segmenti in posamezniki, ki predstavljajo ta fenomen, ta monstrum, ki visi nad našimi glavami. Ja, jaz ne delim tako zelo usodnega pogleda na to globoko državo. Mislim, definitivno obstaja, definitivno je nekaj, s čemer se soočamo, ali pa človek se zoprstavlja. Namreč, moj spomin sega v 80. leta, kjer ni bilo globoke države, ampak je bila tista partijski monolit, skratka, ki je bil definitivno dušilc vseh ali pa mnogih poskusov svobode govora. Iz tega stališča, če jaz primerjam recimo 80. leta z vsem tem časom, je to pač demokracija, s katero mogoče človek ni najbolj zadovoljen, ampak je definitivno ne gre za popolne zlome. Namreč, rečemo, če dam en tak zgled. O Rusiji se pri nas često govori o silni avtoritarnosti prezidenta Putina. In tukaj ni dileme, vsak, ki ne ve, kaj bi povedal, pove tudi znotraj Evropske unije, samo Putin ima korist od tega, da mi nismo enotni. Uteleša absolutno zlo. Zdaj, tisto, kar je, in seveda, jasno, konec koncev precej politikov je zaprtih, kdaj, na protestih. Vendar razlika med Putinom, da ne govorim, da ne vzamem za zgled Brežnjeva, ker so ob času sovjetske intervencije v Pragi je demonstriralo 7 ljudi na Rdečem trgu. Če tudi vzamem čas Gorbačova ali pa Jelcina. Pod Jelcinom, če si mu nasprotoval, kolikor so mu poslanci Vrhovnega sovjeta, so končali tako, da je poslal nad njih tanke in je s tanki zravnal tako rekoč svoje oponente. In takrat je odpeljal dobesedno cenzuro. Sam sem pač poročal, od teh sem tam bil in časopisi so izhajali, mislim, jasno, vsem je bilo jasno, da je cenzura in so rekli, dobro je ta cenzura, ker je rešil demokracijo pred komunisti. Skratka, uničenje, tankovski napad na parlament, cenzura je veljala kot oblika svobode. Pod Jelcinom so bili nasprotniki, je tudi nekaj časa trajali, preden so prišli iz zaporov, ampak, vedite, pod Putinom, ko danes protestira, recimo, sem se pogovarjal v eni priložnosti s Garjem Kasparovom, ki je utelešal enega izmed oponentov, njegova aretacija so izgledala tako, aretirali so njega, z njim pa še njegovega osebnega čuvaja in potem se čez dan, dva so ga spustili. Skratka, take drže prej ni bilo. Konec koncev, na zadnjih volitvah je televizija sovjetska, ruska, imela dnevno par soočen vseh predsedniških kandidatov, 7 se jih je prosto bil pred mikrofonom, 7-8 ni bilo, Putin ni sodeloval. Iz tega bi se lahko rekel, da je to samo farsa demokracije. Ampak po drugi strani se ljudje navajajo na to konfrontacijo, navajajo na možnost, da imajo nasprotniki govor, mislim, da imajo nasprotniki se prosto izražajo in 10 let nazaj, 15 let nazaj ni bilo nikoli konfrontacije. Za časa Jelcina, Jelcin se ni pokazal v nobenem dvoboju. Če gledamo zdaj milimetrsko, lahko ugotovimo, da je Putin z načinom, tudi na nek način toleriranja, cel kup radijev, jaz jim sledim, je nekateri ga ostro kritizirajo. Stališča Rusije je to napredek,
da si ravno je lahko stališča nekega zahodnjaka pravzaprav samo ena izmed oblik avtoritarnosti. V kolikšni meri je medijska situacija in politična situacija pri nas bolj zrela in boljša? Kako bi recimo ocenili našo predvoljivno situacijo, medijska soočenja, to, kar smo pri nas videli? Ja, pri nas je, jaz vem, en velik problem bil frenetičnost. Frenetičnost, ki govori o tem, da daješ gostom tako majhno količino časa, da se znotraj te epizode, televizijske, pravzaprav ne da razviti ničesar. In televizija je, mislim, tudi nacionalka, če človek opazuje, v zadnjih letih razvila serijo takih magazinskih, instantnih pogovorov, ki morajo biti pravzaprav kratki. Čim začne stavek, je spraševal, že nesrečen, zakaj ga nisi končal. In to je en format. To je format, ki seveda onemogoča poglobljenejšo misel in onemogoča pravzaprav tudi resnejše konfrontacije. In zame je bil seveda največji problem tega soočanja pravzaprav odsotnost dialoga ali pa malo poglobljenega antagonizma med posamezniki. In to je bilo praktično tako na Pop TV kot nacionalki zelo podobno. Je pa seveda ena razlika, mislim, jaz vidim en veliko spremembo in to je vsekakor televizija Nova 24 TV, ne glede, koliko se človek recimo strinja s kakšno oddajo ali pa zornim kotom, definitivno prinaša eno širino. Prinaša teme, ki jih poprej ni bilo. Ti si prej omenjal, že pred 20 leti skoraj, ali pa malo manj, je to počela tudi TV3, nekaj podobnega. In v tem smislu je prihod ali obstoj te televizije seveda dragocen, ker po drugi strani pa odpira recimo področja, ki so veliko briskirana pa zatajena strani drugih televizij, ampak potem postanejo te tudi pod pritiskom, če se tega ne da več ignorirati. In medijska krajina, ko sprašuješ o teh spremembah, napredkih na ravni zdaj televizije dnevne, jaz vidim, da je v tem en zelo opazen korak. En usporeden korak naprej v razvoju medijske krajine so tudi seveda družbena omrežja, Facebook, Twitter in ostala. Koliko pa ta mehčajo ta monolit kjerkoli že po svetu in seveda tudi v Sloveniji, na katero smo najbolj skoncentrirani? Ja, definitivno zelo. V Ameriki, ZDA, je predsednik Trump zmagal navzlic velikem nasprotovanju osrednjih medijev kot takih. Zdaj, če bi gledali celo našo kampanjo in količina, recimo, antijanšizma, ki je delovala, pravzaprav ni dosegla kakšnega silnega učinka. In v tem smislu bi seveda jaz videl precejšen pomen teh družbenih omrežij, namreč tudi na ta način, da pravzaprav ljudje postavljajo, kateri dogodki, kateri medijske vsebine so pravzaprav relevantne, da niso odvisni samo to, kaj jim postavijo v dnevniku kot relevantno, da lahko sami pošiljajo. In potem, ko si med seboj delijo, se o tem tudi informirajo, tako da zdajšnji rezultati, po moje, so že posledica vpliva socialnih omrežij, družbenih medijev, s tem, da jaz pričakujem, da bo to še močnejše v prihodnosti. Prej smo govorili o pomanjkljivi pluralnosti slovenskih medijev, ampak kot kaže, če vas dobro razumem, to ni pravzaprav edini problem in tudi mi sami vemo, da je morda še večji problem kot to neka letargija, ki se je nasolila v Slovence, v volivce, tako da jih pravzaprav volitve niti ne zanimajo, niti do te mere, da bi se jih udeležili, tako da se giblje volilna udeležba tam okrog 50%. Verjetno, če se pomaknemo malo nazaj v zgodovino, verjetno gotovo je bilo popolnoma drugače konec 80-ih let. Rekli ste seveda, Dolanc, Kučan in vse to enoumje, vendarle takrat je bil naboj, takrat se je pričakovalo, da se bo nekaj zgodilo. Kako ste pa takrat stapljali režim? Vi ste znani, nekateri bodo tudi se spomnili potem, da ste si upali odštevati Stanetu Dolancu, kako že dneve do njegove upokojitve? Ja.
Pravzaprav, to je bil čas, ki je najbrž, če bi gledal hladno, bi mogel seveda reči, da ni šlo samo za na nek način naš pogum ali pa veselje do konfrontacije, ampak tudi to, da je bila Mladina formalno medij pod taktirko ZSMS tedanje. In ker se je ta formirala kot na nek način avtonomnejša vis-a-vis partiji, je seveda tudi medij, ki je bil sam po sebi neugoden, v veliki meri šel zelo na roke. Če bi še bolj radikalno špekuliral, bi rekel, da je po svoje tudi Kučanova ekipa, da ne bi mogel govoriti o klanu, je ta Mladina navzlic temu, da je bila sama tudi tarča, bila zelo pogodu. Naprimer, spomnim se trenutka, ko je kandidiral za predsednika Slovenije Andrej Marinc, bivši šef Slovenske partije, in potem, ki je kazal, da bo zmagal gladko. Potem je pa Mladina poskušala z njim narediti intervju, njega ni bilo, in v tistem predveru je fotograf posnel mizo, pa vprašanja smo objavili, in je bil en tak malo škandalozen članek o tem, kako moški hoče biti predsednik, ignorira medije. In tisto, kar je bilo nenavadno, je to, da je ta zgodba z Mladine delovala v partijskih krogih in se je potem Marinc umaknil in namesto njega je potem se zavihtel Janez Stanovnik. Se pravi, takrat moramo vedeti, da je šlo tudi za spopad med, recimo, malo staro popit Marinc in podobno linijo in rekel, nove jurišnike, takrat pod vodstvom Milana Kučana. To je bilo kontekst časa, ki je potem omogočal, da najbrž smo mi lažje preživeli v naši svobodi. Tega se seveda človek ni zavedal takrat. Ni se zavedal, da tudi, če rečem, zgodba z intervjujem z Dolancem. Jaz sem to počel nekako namenoma, provokativno, iskrivo, karkoli, izmišljeval sem se 1001 varianto, v formi humorja. Humor je bila točka karikature, ki je bila na nek način bolj sprejemljiva za režim kot kaj drugega. Ampak na koncu, če tako gledam, sem bil tudi zadovoljen, ker sem lahko naredil intervju z njim, ker je prvolil intervju. Takrat kaj, prvi človek, najvplivnejši, drugi najvplivnejši človek v Jugoslaviji? Ja, bil je, seveda, bil je na tem, kazali, da bo predsednik Jugoslavije v naslednjem mandatu, ker slovenski je bil na vrhu. Bil je zdaj tako mogotec v tem smislu, da je deloval tudi v Ljubljani, ampak intervju si dobil samo v Beogradu, se je mogel do njega. Hočem reči, sprejel ta dialog, skratka intervju, ki pač je bil v tistem času čudo, da nekdo, ki je eno leto objekt poroga in ironije, se je pripravljen pogovarjati z svojim medijskim krvnikom na nek način. To je bila njegova velika poteza, moram reči. Skratka, malo kdo je pripravljen. Vi ste ga eno leto prej nekako porogljivo se o njemu pisali, ne v Mladini. Ja, mislim, šlo je za to, da v enem intervjuju pred tem, to je bilo par let, je tako malo v šali je rekel, oziroma mi je rekel, ko sem ga tudi jaz delal, da se bom tako upokojil. Vi ste mu potem odštevali to, ne? Pa sem jaz v nekem ekipu, ko se del pa čas, da se začne, sem odšteval 249 dni do upokojitve in sem ga vzel za besedo. In pol je to trajalo iz tedna v teden, najhujše bilo se v tistem primeru, ko sem nekje najdel fotografijo Al Caponeja z cigaro, ki je izgledal natanko enako kot Stane Dolanca. Pa sem jih dal skupaj in sem rekel, pravijo, da mafija vlada samo na Siciliji in v Ameriki. In zdaj, takrat so v Beogradu ponoreli, so rekli, kaj zdaj z Dolancem, prej ljudi zapiral za nič, te pa trpijo, da te balovci z Mladine ga napadajo. Res je nekaj, da sem prve mesece pisal to rubriko brez da bi se podpisal, ker govori se o nekem
neki rezervi, nekem strahu. Ne? Skratka, če cela revija za ta bo je drugače. Če čas sem se začel podpisovati po to. Je pa tudi seveda, da se je duh malo spremenil. Ne? Ko smo šli prvič na intervju, nas je bilo, mislim, da je 6. Skratka, imeti tako persono, trdo pest, desno roko Tita, ne, trdo pest komunizma, ki je rekel, da komunizem bo tukaj večno, ne, nikoli ga ne bo, smo rabili tako močno ekipo. Ne. Naslednjič smo šli samo še 3, ne, tako da hočem reči, da se že pol vstopila. In če bi pomislil na tisti čas, je šlo za, recimo, to, da si v svoji žurnalistični perspektivi si se vzel to svobodo, da nobena izmed, rečemo, partijskih vrednot ni samoumevna. Ne malikovanje Tita Kardelja, takrat ne vojska, ni česar, in si, bi rekel, pravzaprav, ko si pisal članke ali pa karkoli, si fotografije, karikature, kdorkoli delal, si imel v prvi misli to, kako boš to naredil subverzijo, kako boš pravzaprav te vrednote postavil na pot, kako jim boš vzel to, bi rekel, ta status božanstva, ne, religije. Ampak to se ni dalo početi neposredno, ne? Mislim, tako je. Najprej je bilo, en problem je bil dolgo časa osebna kritika. Namreč, recimo leta 1986 je, ko so postavljali Branka Mikoliča za predsednika vlade, še predtem je, recimo, kolega Tomaž Mastnak napisal en članek, v katerem je rekel, da je neprimeren za predsednika vlade. In zaradi tega so, bi rekel, mladino zaplenili, njemu zapretili z sodnikom, bi rekel, kazenskim procesom. Namreč, kajti tedanje pravosodje in tožilec je ocenil, da če ti rečeš, da je nekdo neprimeren, si ga s tem že žalil. Skratka, to je pomenilo, da kakršnakoli negativna vrednostna sodba ali pa mnenje je pravzaprav nedovoljeno v tej državi. Ne? In to je trajalo nekaj mesecev, preden so potem pravzaprav tožilci oziroma sodnik to pravzaprav odpravil. Ne? Skratka, ni bilo šlo je za to, da recimo spopadi niso šli tako, da si ti odprl eno polje in to polje je veljalo. Ne? Ampak si naletel na čer, na zaplembo, karkoli, potem si se recimo omaknil par korakov nazaj, pa čez mesec, 2 spet nekaj ponovil. To kot neko minsko polje potem. Ja, dobesedno minsko polje. In potem, ko smo prišli iz tega, recimo preko tega, si lahko začel uporabljati imena, ne? Si lahko pisal o konkretnem politiku kot njegovi zgrešeni potezi. Saj, če čisto na kratko zaključiva to zgodbo z Dolančevim intervjujem, bolj kot sam intervju, je vsaj meni zanimivo to, kdo je ta intervju potem pregledoval oziroma avtoriziral. Niti ne Dolanc, ampak nekdo drug. Ja, to je bilo najbolj zabavno. Intervju sva zavrlo nesla takrat na centralni komite, da ga predajo Dolancu. In tam so naj napotali v pisarno, kjer je bil tedajni sekretar oziroma predsednik, takrat še tovariš Milan Kučan, ki je lepo vzel pred nama intervju, pa Svinčnik, pa je rekel, tega ne bomo mogel brati, tole bomo popravili. Skratka, demonstriral nama je tako pobalinsko, nonšalantno, da je on gospodar nad Dolancem. Seveda, to je bilo zelo namenoma, ne. Jasno, ni šlo to za štos, ampak fantje, da ste vedeli, kdo vodi politiko. Ne. Ja, tako je teklo. Novinarji v tistem času so bili družbeno-politični delavci in verjetno razen v takih za takrat gverilskih glasilih je morala biti večina v zvezi komunistov, kot se je reklo. Ne? Kaj je to pomenilo družbeno-politični delavec? Ja, to je bila odlična formulacija, ki je nastala takoj po vojni, ko leta 1945, ko pride svoboda v državo, je ta svoboda odnesla vse dnevnike. Skratka, svoboda je ukinila Slovenca, slovenski narod, slovenski dom in jutro. Namesto njih sta zavladala slovenski poročevalci in ljudska pravica. Ampak ne samo to, takrat se je spremenil izginul lik novinarja ali pa časnikarja. Namreč značilnost časnikarja je, da opazuje svet in o njem piše.
in da tudi percipira, kaj so dogodki. No, z novim partijskim časom je pa seveda novinar ni bil več tak, ki bi opazoval svet, ampak njegovo poslanstvo je bilo, da skrbi za realizacijo čim boljšo, čim močnejšo novega družbenega reda, komunizma, socializma, kako se mu rekel. Funkcija je bila v enem smislu popolnoma obratna. Ja, seveda. Ja. Tako je, mislim, v resnici je, če bi tako gledala, je partijski vrh imel funkcijo novinarstva. Partijski vrh je bil ta, ki je percipiral, kaj so dogodki. In dogaja so se norosti, dobesedno. Po vojni, ko so deportirane domobrance pripeljali v, recimo, Škofjo Loko, je to na neki tretji strani išlo v parih vrsticah, neka vest. Naslednji dan še četrtina strani, tam na četrti strani, in to so bile edine vesti. Nič niso opisali časniki o tem, kaj se je zgodilo, a so bili dost pravično kaznovani, dovolj strogo, a so jih preveč milostno spustili. Skratka, njihova usoda naenkrat ni bila več tema. In to v istem času, ko je recimo dnevnik, Ljudska pravica, na prvi strani objavlja kot udarni članek kulturni večer v spomin Maksima Gorkega v Teheranu. To je imel status pomembnejšega, kakor bi rekel, največja količina pobitih ljudi v 14 dneh na Slovenskem. In zakaj je bila izbira? Izbire pravzaprav sploh ni bilo, zato ker se je prek svojih posrednikov partija odločala, o čem naj se piše. In najbolj radikalno se je to izkazalo kot komedija leta 1981, ko so bile demonstracije na Kosovo. Demonstracije, ki so bile tako obširne, da so na koncu poslali zvezdna vlada vojsko, policijo, bilo izredno stanje, množica mrtvih, zaprtih. O tem naši mediji niso poročali. Zakaj niso poročali? Čakali so na tiskovno konferenco omenjenega Staneta Dolanca, okoli katerega se je zbrali 200 novinarjev, in on je povedal, kaj se je zgodilo, kdo je bil dober, kdo je bil slab, koliko je bilo žrtev. In vsi časopisi, Večer, Dnevnik in takrat Delo, so imeli isto zgodbo, ker so vsi sledili magnetogramu njegovega govora. Nihče ni šel dol preverjati. Nihče, ne, tudi so bili tam. Skratka, v dvorani niso šli na cesto vprašati kakšnega Albanca, kaj je, kdo manjka, videti, koliko je tankov preštet. Skratka, ker realnost ni bila to, kar si lahko prepričaš o ne vidiš, ampak realnost je to, kar je partijski komunike. Res, da moramo reči, da to ni bila slovenska izjema. Se pravi, v mali državi Nepalu, ki so imeli tam v tem tisočletju nekoč nor dogodek, ko je en izmed prestolonaslednikov pobil celo družino. Skratka, in logično potem bi on postal kralj. In o tem so poročali vsi mediji, razen nepalskih. Nepalci so šele z dvemi dnevi zamude o tem poročali. In zakaj? Zato, ker o čemarkoli so pisali, so mogli dobiti najprej potrdilo, bi rekel, kraljeve družine, da smejo o tem pisati. In ker je bila v tem primeru družina pobita, niso imeli koga vprašati. Skratka, to je rekel, črni humor tam. No? Ampak šlo je za popolnoma isti princip, kakor v nekdanji Jugoslaviji. Pa lahko ocenimo, do kolikšne poškodovanosti pravzaprav zdrave pameti v Slovanov in Slovencev je prišlo ob takih medijih, ker ta logika je trajala desetletja do leta 90 in pljusknila nažalost še do danes. Ja, jaz bi tako rekel, če vzamemo en primer, ki je na Slovenskem, tudi drugod po Evropi, na Slovenskem je posebej izpostavljen. To je fenomen beguncev, in hkrati pa seveda ocena o velikih ksenofobih, tako rekoč fašistih, vseh teh, ki niso naklonjeni, bi rekel, občutečnem sprejemanju beguncev. Namreč, in to v nekem hipu postane norma. Postane norma, ki je seveda tako neugodna, da ti nimaš pravice do nobenega svojega mnenja več. Zato, ker čim imaš ti nek drug pogled, si takoj ksenofob in fašist. Če bi postavil pod vprašaj, recimo, zdaj se je zgodil teden, dva,
ena izmed zgodb z ladjami, ki te nesrečnike vozijo, je pelala humanitarna, ki ni dobila vstopa v Malto in Francijo in Italijo, in je končala nekako v Španiji. Ampak kaj je bilo zanimivo pri tej zgodbi? Si bral, da je ladja rešila brodolomce tik pred libijsko obalo. Se pravi, če gledamo stališča humanitarnosti, treba je ljudi rešiti. Ampak zakaj jih niso peljali na libijsko obalo, ki je bila tako zraven? Zakaj je edina možnost, če se nekdo iz čolna, bi rekel, mu prevrne ali pa skratka mu ga demolirajo, zakaj ga je treba pripeljati točno v 3 oziroma 4 države? To je dimenzija čist relevantno vprašanje, ampak ko, bi rekel, medijski, rečemo mainstream, ki pa deluje, ko postavi eno topiko, da jo lahko gleda samo skozi en zorni kot, pravzaprav smo dosegali na nek način nek revival starega partijskega režima, ki je pa ravno to počel, da ti o problemih nisi smel razmišljati zunaj doktrine. Zdaj, znotraj te doktrine je veljalo tudi, mainstream doktrine, da poročanje o begunski problematiki na nek problemski način, recimo, koristi eni strani, verjetno desnici. Ste tudi vi opazili razliko o poročanju o begunski problematiki pred volitvami in po volitvami? Ja, definitivno. Čeprav jaz sem sam pri poročanju o beguncih pogrešal še nekaj drugega. Begunci tukaj nimajo statusa, z katerekoli zornega kota, nimajo statusa, kako bi rekel, ljudi z digniteto. Namreč nikogar ni zanimalo, kaj ti ljudje počnejo. Kakšne šole je hodil, kako je izgledal pouk, čem se je ukvarjal, kakšen poklic je imel, kaj je počel. Ker ne gre samo za to, da so bili Sirijci, ker vemo, da je recimo vojna, pa mogoče to ni držalo. Večina jih je tako od vse posod prihajali. Gre za ekonomske migrante v veliki meri. No, ampak vzamemo, lahko so, ampak dejstvo je, da so migranti. Ljudje, ki so zaradi nekih razlogov ali propagande ali česarkoli odšli iz svojih krajev v neke druge in zdaj tisto, kar pri takem eksodusu, ki je seveda zanimivo tudi, recimo, so te stvari, usporedne, ti eksodusi niso padali z neba, zadaj so potovalne agencije, ilegalne, ki uredijo vse te prevoze, ki to dobesedno, največjih denarjev se obrača skozi to. In rekel, tudi ni nikakršnega vpogleda v dežele, z katerih prihajajo. Jaz sem bral eno švedsko antropologinjo, ki se je ukvarjala prav za tem, da si pojasnijo, kako je do tega prišlo. Poleg silne reklame, glorifikacije Evrope na celi črti in Refugees Welcome, se pokaže še nekaj, da Senegal je bila zelo močna ribiška dežela. Potem so pa naredili eno pogodbo s Španijo, ki so Špancem dovolili dali kvote, velike kvote ribolovne in moderna tehnologija seveda povozila vse Senegalce. In kaj počnejo zdaj bivši ribiči z ladjami? Danes z ladjami prevažajo na črno begunce, ki hočejo z Senegala. Hočem reči, gre za cel kup paradoksov, o katerih se pa seveda ne govori. Izpostavlja se samo enega samega. Enega samega, ki je pomemben, pa pravzaprav samo zato, da lahko rečeš nasprotniku, da je, kot rečeno, ksenofob in obenem, da imaš ti možnost, ker pa ti to nisi, si tako rekoč moralno več vredno bitje kot nekdo drug. Mogoče se še malo pomodiva ob tej migrantski, begunski problematiki. Dejstvo je, da gre za ljudi, ko pridejo tako daleč, za ljudi v stiski in da so za njimi velike osebne tragedije, tudi če ni v državah, kjer so vojna. To prav gotovo. Opozorili ste na to, da se sme o tem govoriti in javno poročati samo na nek prisiljen način, vsaj tako kaže. Pa vendar, zakaj se tega problema ne pogleda tudi iz drugega zornega kota? Da pravzaprav dopušča Evropa in razvit svet, da se te države praznijo mladih, sposobnih, potentnih ljudi, kdo pa pravzaprav tam ustvarjal ta napredek in da ti ljudje, ko pridejo v Evropo, padejo pravzaprav v neko najnižjo kasto in da so leta in leta izkoriščeni, tukaj tudi v severni Italiji, so to ljudje, ki pravzaprav služenjsko delajo in omogočajo standard Evropi na nek perverzen način. Točno to, kar pravite, ta perverznost, te realnosti, da ne gre samo za to, da so izkoriščeni, ampak to ustvarja v Evropi apartheid. Imamo vsaj dva tipa ljudi, poleg, recimo,
domačinov in zdaj izenačevanja članic Evropske unije, potem imamo še veliko te uradne migrante iz pridruženih članic ali pa področjih. In seveda tovrstni milijonski vstop ljudi brez tako bi rekel, mnogih brez identitete, brez kakršnih koli formalnih zaščit. In to seveda pomeni, da so te ljudje pravzaprav porabljeni kot cenena delovna sila in da so njihove pravice minimalne. Recimo, nam je naredila izjemen vtis knjiga ameriškega novinarja Teda Conoverja, ki je napisal delo z naslovom Kojoti. Šlo je pa za to, da ga zanima, kaj se dogaja z mehiškimi migranti, ki prihajajo v Kalifornijo. To je bilo, knjiga je tam iz konca 90-ih in on je seveda zato si vzel 1 leto časa. Šel je v Mehiko, se pridružil eni taki skupini, formalno jim je razložil, da bi jih bo učil angleško, ki je vsem to prav prišel, in zato so ga sprejeli v svoje vrste. In potem je opisal, kako to izgleda. Najprej sami prehodi čez mejo, potem tista nemogoča situacija, kako bodo ljudje, ki pridajo skratka v Ameriko, nimajo zemljevida, kako bodo kamorkoli najdeli. Je bil to problem. Potem, ko že pridajo do prvih krajev, kjer se usede na avtobus in ga hitro prepozna en agent in ga se pošlje nazaj, pa se vračajo. In ta Američan Conover, ki je bil z njimi, je opazil takoj nekaj, da njega niso nikoli hoteli zaposliti. Američani so najeli, se pravi Mehičani, njega nikoli. No in potem je on na skrivaj bil z njimi in je opazil, ko so bili na neki plantaži nekje na Floridi, kako je ves nek mastan, in je ugotovil, ko so obirali oziroma se ukvarjali s pomarančami, da jih je lepo popršil helikopter s pesticidi, in se niso ukvarjali, oni zraven delajo. Ob tem seveda, da te ljudje, ki nimajo dokumentov, so vedno odvisni od dobre volje tega, ki jih zaposli in pač jim ta ne plača, ne dobijo ničesar, se nimajo kam pritožiti. Do nadaljnega kriminala na celi črti in to pravzaprav v imenu humanitarnosti se hkrati ustvarja dežela apartheida. In zdaj, če bi hotel biti pa pošten, dosleden, bi mogel se imeti to držo, da potem vsem tem ljudem, ki jih spustiš, daš popolnoma enake pravice kot ostalim. Tega pa ne naredijo tudi. Ne pa, da so naravni sužnji, ampak se to je ta perverzija razvitega sveta v izkoriščanju do te mere. Po drugi strani pa je polje migrantov in beguncev res fenomenalno politično vprašanje za potrebe politične distinkcije in tudi diskvalifikacije. Kako ocenjujete ta primer, ki je zatresel sedaj Združene države Amerike v smislu, da predsednik Trump ločuje družine od otrok? Pri vseh teh škandalih bi človek mogel imeti najprej natančen pogled. Kaj je sploh res, ne? Ja, to je v kakšnem kontekstu. In potem bi seveda, če bi bil bolj pozoren, bi opazil lahko, da je s takimi principi formalno začel že Obama. Da to ni ravno Trumpov izum. Tako kot mejo z žico z Mehiko se ni zmislil Bush, ampak je začel že Clinton. Tako da pri teh stvarih, ko se zgodijo v neki drugi deželi, v neki popolnoma drugi situaciji in dobiš takoj spin, kako je na neko zadevo treba gledati, je prvo nujno si sploh pravzaprav stvar obelodanta. Seveda, hočem reči, ta gesta sama po sebi, tisto, kar se je videli, je grozovita, majhne otroke spravljati. Zdaj, seveda, eno drugo vprašanje je pa seveda tudi to, da če ti nimaš namena vstopati v državo, potem ti najbrž tudi otroka ne vzamejo. Skratka, hočem reči, tam je cel kup distinkcij še, ki bi bilo za pogledati. Je pa res, da če gledamo zdaj ameriški primer pod vplivom negodovanja množic, ali pa tudi zelo upravičenega, če vzemo tako človekoljubnega, je Trump to zadevo nekako postavil na hladno, umaknil. Elegantno speljal s pomočjo prve dame, ne? Ja, to je, tudi, mislim, je zanimivo, vidite zgled politike, da je zelo poteza, ki je objektivno, očitno jo boš težko branil, je slaba,
ne more se sklicevati, da je že Obama to počel, če se vsi zgražajo zdaj, je potem najboljš to, da omogočaš ali pa dopustiš svoji izvoljenki, da vpliva na te in potem, če ne drugega, je ona, seja velik sveti lik in ti tu dobiš na vse zadnje nekaj človeškega, saj si pravzaprav prisluhnil srcu pač ženičke, če tako rečem. Dobro. Če se vrnemo nekako v Evropo in tudi Slovenijo, zelo pomemben vpliv na slovenske razmere ima, kaj ne rečem, razlaga razmer na Madžarskem oziroma ta fenomen urbanizacije, ki v Sloveniji tudi služi v nekem smislu za politične namene. Kako vi gledate to pozicijo Madžarske in Višegrajske skupine držav, končno z vidika prihodnosti Evrope, in kako gledate na stališča tistih, ki pravijo, da je pravzaprav zdrava Evropa sedaj Evropa vzhoda in Višegrajske skupine in da je Zahodna Evropa že korak v smeri degeneracije? Ja, jaz kot prvo vidim pogled na Višegrajce kot nadaljevanje stare partijske politike. Namreč, v čem je bila značilnost? Nekoč smo poznali to krilatico, da smo najbolj demokratični med vzhodnimi državami. Ni bolj demokratičnega. In na nek način to velja zdaj spet enako. Smo najbolj demokratični vizavi najbolj nemogočih režimov. Slovenija. Slovenija tokrat. Prej bila Jugoslavija, zdaj pa Slovenija. Pričemer je, zdaj, če vzameva tako, dopustimo, da to celo bi morda držali, ampak da bi to lahko presodili, bi si mogli najprej sploh ogledati stanje stvari. In zdaj, če se poprašamo, kaj mi vemo o teh državah, dobimo vsake dolg čaka sliko nekega ekscesa iz Madžarske, edine vesti so ekscesi, ekscesi na račun oziroma za voljo Orbana. Nič drugega iz Madžarske ne prihaja, podobno iz drugih dežel. In zdaj, da bi ti neko deželo lahko ocenil, moraš imeti tam redne svoje dopisnike, celo serijo novinarjev, ki nekaj časa tam bivajo, ki znajo tudi jezik. Skratka, ti boš težko opisal deželi, če ne znaš njegovega jezika. In rečemo, en handicap, ki se ga niti ne zavedamo, rečemo, slovenskega poročanja medijskega v Bližnjem vzhodu je, da kot jaz ne poznam nobenega še našega dopisnika, ki bi znal arabsko. Kar ti seveda zelo zameji zorne kote in poznavanje družbe. In zdaj podobno, kot rečeno, velja za ta vzhodni svet, ki nam ga servirajo na ta način. Namreč pri vsaki dilemi, pri vsakem problemu si je dobro postaviti celotno sliko, kaj so argumenti pa za, pa proti. Se lahko odločiš na koncu, da pretehtaš, da je en boljši, ampak moraš poznati tudi razloge, zakaj je nekoga peljalo v to. No, in bi rekel, ta veselje nad vzhodno Evropo, kako smo bili mi nadmočni, je seveda bila velika partijska falsifikacija in veliki mit. Recimo, revolucija oziroma vlada na Madžarskem pod vodstvom Imre Nadža, se pravi, to je bilo leta 1956, je vpeljala v vlado pravzaprav tudi politike in stranke, ki niso bile Zveza komunistov Madžarske. Dovolila je, bi rekel, svobodo govora in obstoj različnih strank. Nekaj, kar v Jugoslaviji, Titovi in post-Titovi do samega konca ni bilo mogoče. Ampak ta gesta, ki so jo naredili, jih je seveda stala intervencije, ampak o tem se nikoli ni poročali. Ni se poročali o tovrstnih gestah in nikoli nisi zvedel, recimo tudi, če vzamemo recimo Poljsko. Poljska je tam okoli leta 1956 so imeli volitve, na katerih se je uvrstilo v parlament skupina katoliška, v kateri je bilo tudi Mazovjetski, kasnejši veliki minister, 7 nekomunistov katolikov. Tega pri nas pravzaprav nikoli ni bilo. Te stvari so širši javnosti praktično neznane. Neznane. Skratka, ti si, recimo, ko si poročal takrat v vzhodni Evropi, si poročal samo o teh zornih kotih, ki so ustvarjali superiornost, najbolj idealnost Jugoslavije nad drugimi. No, se spomnimo časov, še nedavno so bili, ko se je
če se je hotelo nekoga se pošaliti, z nekoga se je reklo, da je kot Čeh in tako naprej, ne. Se pravi, bil omalovažujoč odnos tudi Slovencev do teh vzhodnih narodov. Kaj pa sedaj, ko so nas tudi glede standarda in ekonomije prehiteli, prav Čehi, Slovaki so blizu, Poljaki so na tej poti, Estonci. Zelo zadošča, da pogledamo količino vesti v medijih o ekonomskem napredku ali pa socialnem standardu teh dežel in njihovi demonizaciji kot dežel, ki rušijo pravno varnost in evropski red. Pričemer je seveda zelo nenavadno pa to, samo vprašanje, če vzamemo Evropske unije. Problem je, ko postavi Merklova pa Macron v družbi postavita rešitev in pol so zgroženi, tukaj pa ena serija držav, pa to bojkotira evropski barbari. Skratka, tukaj je kot predpostavka je pravzaprav anuliranje Evropske unije kot dežele konsenza, kot dežele, kjer moraš ti prisluhniti in na koncu narediti, ustvariti politiko, s katero se lahko pravzaprav države strinjajo. Ne da dve najmočnejši usilta svojo rešitev in potem vsi ostali, ki se temu opirajo, veljajo za politične negativce par excellence. Se tem Višegrajcem pridružuje Avstrija, tudi Italija s to novo vlado in Salvinijem in tako naprej. Tako da zgodba Združene Evrope je pred veliko preizkušnjo in diktata Nemčije verjetno ne bo moč več dolgo gledati, ali kako? Ja, sej tudi Nemčija ni enovita. Znotraj same nemške vlade imamo različne opcije, različne poglede, različne politike. Tako da mislim, tukaj definitivno prihaja do sprememb in tudi, če vzamemo, hočem reči, problem begunstva je v tej meri peklenski, ker imamo pravzaprav dve strani. Ena pravi, število je nepomembno, treba biti sočuten humanitaren in to sproducira potem apartheid, kot sva rekla. Druga je pač v strahu pred prihajanjem teh velikih številk, ampak ta strah je zelo realen, to ne gre za imaginacijo, fabrikacijo. In seveda, Evropa ima pa problem zelo resen in v tem to pomeni en konc, bi rekel, te demokratične slike Evrope. Kaj bi bilo najbolj libertino, liberalno? Da ljudje prosto prehajamo po svetu. Če gledamo, skratka, nobenega razloga, zakaj te bi sploh meja ustavila, zakaj ne bi smel en iz enega kraja priti v drugo, ampak v dani situaciji bi to pomenila dobesedno polom Evrope. In Evropa je na tem, hočeš nočeš, da zavrže osnovno idejo svobode gibanja v tem, da jo prizna samo sebi. Za ostale velja paziti. In to je situacija, ki se kaže kot realnost. To je sedaj ena taka glavna globalna dilema pravzaprav. Omenila sva Madžarsko in tudi, da se kljub temu, da smo v informacijski dobi, ko ne bi se vse pomembne informacije vedele, se tudi zaradi takega načina in a priori negativnega odnosa marsičesa ne ve. Tako da do nedavnega nismo vedeli, vsaj jaz nisem vedel, verjamem tudi mnogo od vas ne, da je ta Orbanova Madžarska pravzaprav omogočila slovenski skupnosti po stoletjih, da imajo zastopnico v madžarskem parlamentu. In mi smo to zastopnico do nedavnega gladko ignorirali, za njo sploh vedeli nismo, in da se je tudi financiranje slovenske manjšine na Madžarskem, ki je še komaj kaj, vendarle sedaj uredilo. Toliko o tem. Ja, ampak pravzaprav še hujša, se o tem pravzaprav nimamo stalnih, če je Orban, recimo, vzamemo hipotetično, da je Orban res problem Evrope, najhujši možni, bog ne da je taka urbanizacija, v tej situaciji bi se mogel imeti potem stalne dopisnike tam, da poroča o vsem, kaj se dogaja v deželi. Ampak tega nimamo in če bi mogel poročati tudi o slovenski manjšini na Madžarskem, njenem položaju in še vse kaj drugega. Tako da en resen problem je tudi tukaj, bi jaz rekel, ne svoboda, ampak... Autocenzura? Jaz bi tako rekel, cenzura ne mišljenja. Hočem reči, niti ni prepovedan, se ni prepovedan, da bi imel ten dopisnik.
Pa ni pripojen, da bi poročal tudi o slovenski manjšini na Madžarskem. Se poroča, ampak v glavnem negativno. Sedaj, ko bi bilo kaj za poročati o pozitivno, se pa pač ne poroča. To je en problem, se pravi, če je pri medijih najbolj zanimiva drža to, da odkrivaš neznano, ne? In da poskušaš predstavljati stvari, ki so pomembne, pa so zatemnjene, se jih ne vidi, je drug moment ta, da slediš trendu, dominirajočem trendu, in dominirajoči trend je pisanje o nekom negativno. Jaz sem pred dnevi prebiral o tragediji v ZDA, ko je nekdo pač napadel časopisno uredništvo in tam uprizoril pač grozljivko, in pač eden od srednjih slovenskih časopisov je v situaciji, ki je bilo jasno, da je to počel človek z osebnimi razlogi, gor in dol. Časopis eno srednjih napiše podnaslov, to je posledica Trumpovega odnosa do medijev. S tem nima nič. Hočem reči, nevarnost je pa to, ko med žurnalisti pravzaprav kar velja en ideal, kaj treba, oziroma imaš takoj povedano, zdaj moram najti 7 besed, s katerim bom napisal, da je Trump idiot, karkoli. In to je mogoče ta refleksno delovanje, je na nek način, jaz lahko rečem, tudi ostanek partijskega režima, če tako. Včasih je vtis, imajo ljudje vtis, da gre za neke vrste dogovorjene zgodbe, marsikaj se zgodi in se ignorira, nihče za to ne ve. Spet, če smo aktualna in če se nekoliko pomakneva sedaj proti koncu tega pogovora, kasneje bojo sledila tudi vprašanja v Slovenijo, nekdo pa obesi 6 plakatov, ne, in je pa že cela zgodba končno v enem dnevu velika afera na vseh glavnih televizijah, vključno seveda z mojo in časopisih in tako naprej. Kdo to zmore? Kako se to zgodi? Seveda, favoriziranje, če vzamemo takole nacističnega plakata, je nekaj, kar odbija. Namreč glorifikacija režima, ki je imel za sabo milijone mrtvih, je nekaj nesprejemljivega. In ni problem v tem, da pravzaprav mediji opozarjajo na to nevarnost. Problem je seveda, jaz temu rečem spet, nemišljenje. V tem istem mestu stoji kip gospoda, ki je odgovoren za 100.000 pobitih po vojni, in ta kip mirno stoji tam. Zdaj, če gledava čisto hladno, pred kakšnim mesecem je bilo na Ljubelju komemoracija ob smrti delavcev, ki so bili na prisilnem delu v nemškem taborišču. In bilo je nekaj 10 ali celo nekaj 100, nisem zapomnil številko, ljudi, ki je v tem umrl, in naslov je bil Grozote nacističnega režima. Popolnoma drži. Ampak, če pogledamo seveda, recimo Barbarin rov, Hudo jamo, ali pa kakšno obletnico, tam od tisočev, ali koliko jih je bilo, ni preživel nišče. Na Ljubelju jih je preživel, 90%. Tam ni nišče, ampak tam ne vidimo nikoli naslova Grozote komunističnega režima. In dejstvo seveda je, da nesmisel je zdaj tukaj meriti, ki je bilo več žrtev manj. Režim, ki pobija civiliste brezpravno, je pač sam po sebi grozovit. Ne ima ime nacizem, ne ima ime komunizem. In zdaj problem je seveda to, da recimo ta medijska kritičnost se zbudi samo, ko zagleda recimo kljukast križ, ne zbudi se pa, ko zagleda rdečo zvezdo. Namreč, seveda, da eni rečejo, da rdeča zvezdo imam lep spomin na njo, nekaj čudovitega, iz otroštva ali pa karkoli, nekaj finga. Jaz sam moram reči, da ko sva se prej srečala z gospodom Bonutijom skoraj po 30 letih, sem bil presenečen, kako so v Ameriki, takrat če živeči domobranci in njihovi, bili alergični na rdečo zvezdo. In pa pač, jaz se sicer nisem posebej maral, nisem vedel, zakaj je kakšen problem to. No, ko je bila slovenska vojna, smo pač z mladino letali po državi in nas je zanimali, kaj se dogaja. In tako smo šli enkrat na Vrhniko
v kasarno in se peljamo in ustavi straža in jaz vprašam, kje so pa okupatorji, in zagledam pred sabo vojaka z rdečo zvezdo. In takrat sem se malo ustrašil. Sicer ta je bil nek študent, štoser, je rekel, tle smo okupatorji, pa vse, da ni bilo načene. Ampak hočem reči, takrat sem se zavedal, da rdeča zvezda ni nek nedolžni simbol, ampak je bila na čeladah, kapah vojakov, ki so ljudem jemali življenja. In v tem smislu je seveda, jaz pravim temu, popolna odsotnost empatije. Namreč, jaz razumem, da ta, ki imel rad, ne vem, Tita pa gor dol, da je na nek način navdušen. Sam, da ta človek ne razume, da je v Titovem režimu dobesedno, pod njegovim vodstvom, pod njegovo rdečo zvezdo, pač 100.000 ljudi bilo pobitih, mnogo pač tako in drugače maltretirani in da ne čuti tega osnovnega sočutja, da bi razumel, da za te ljudi, čeprav za njega rdeča zvezda ni problem, ampak s tem, ko to rdečo zvezdo tako izpostavlja, pravzaprav vrši neko nasilje nad drugimi ljudmi. Potem tako imamo v Sloveniji problem z levim ekstremizmom? Ker to, o čemur sedaj govorite, ta zadeva pridobiva na probojnosti zadnja leta. Ja, ta termin, bi temu rekel, ali levi ekstremizem, ja ali ne, vsekakor gre za nesposobnost empatije, oživljanja v druge. In kar se celo dogaja, da en del populacije bo čutil celo večjo simpatijo, recimo, ki čist, zakaj ne, se je čist logična, rečemo do emigrantov, ki prihajajo, kot do, bi rekel, svojih rojakov, ki konec koncev, če vzamemo, saj slovenska populacija je bila tudi v takem velikem eksodusu leta 1945. Tako da kar se mi zdi za družbo zelo neugodno, da pravzaprav tako silne stvari, ki so, recimo, dva skrajna totalitarizma, pravzaprav nista percipirana enakovredno. To bi bilo vse. Doktor Nežmak, zdaj, ko greva proti koncu, jaz mislim, da tudi marsikdo pričakuje, da sva aktualna, da nekako pokomentiramo tudi sedanje politične razmere v Sloveniji. Vi ste znani po tem, da na zelo samonikal način stvari vidite in zdaj v tej megli, kot je trenutno, bi bilo res dobro vprašati, kaj se dogaja in kaj se bo zgodilo, komu bo kaj uspelo. Ja, zadeva je pravzaprav zelo večplastna. V medijih se nekako širi en pojem, ki mi je neverjeten, marsikdo napiše v svojih člankih, komentarjih, da je leva sredina gladko dobila volitve. Kar je popolni nonsens. Namreč, jasno, Janša, Tonin in Jelinčič niso leva sredina in tudi Šarec se nikoli ni deklariral kot leva sredina. Mislim, najprej ta čisto zanimiva, ta faktična zloraba faktov. Po drugi strani, mislim, da se dogaja zdaj nekaj, da se podcenjuje pravzaprav Šarca. Namreč, Šarc je bil, njegova najboljša stran, potem je postal znan, zato je bil priljubljen, zato je na vse zadnje tako zelo uspel, je bil izjemen igralec, izjemen imitator. No, ampak hkrati vloga, ki jo publika dojela kot igralca, skratka. In zdaj pričakovati, da ta mož ni sposoben več igre, da je znal igrati samo enkrat. Sam sem bil, moram reči, na začetku teh zelo skeptičen v tem smislu, da je pravzaprav samo pion v rokah, rečemo, postpartijske ali pa post-LDS strankarske skupine. Namreč, dokaz mi je bil, da je sam kot župan svojo, se pravi, svetniško skupino v Kamniku predlagal oziroma sprejel poimenovanje knjižnice po pesniku Francetu Balantiču. To je en del zgodbe, ja. To je en del zgodbe. Potem je pa ta isti človek, čez 3 tedne, pa glasoval za to, da se to ime umakne. Skratka, nekdo pri polni zavesti, sposoben župan predlaga nekaj, uzakoni nekaj, kar bo čez 3 tedne umaknil, brez kakršnega koli opaznega razloga. Ne se ni vmes zgodilo, da karkoli v biografiji Balantiča, da bi recimo onemogočali to.
In zame je bil seveda to dokaz, da imajo določene sile, rečemo borčovske, ki so zvezi borcom, postpartizanom nekako naklonjene, da imajo tako močen vpliv na njega, da to spreminja. Ampak ime knjižnice je ostalo, ker v proceduri bi mogla za spremembo glasovati tudi občina Komenda. Zdaj se lahko gledamo pa stvar tudi drugače, da je seveda župan tudi vedel, da tudi njegov predlog ne bo nič dosegel. In da je lahko torej odigral nekaj, s čimer je zadovoljil, se pravi, sile, ki so ga malo podpirali v zadju, obenem je pohranil to, kar je hotel. Dobro, doktor Nežma, to je zanimiv pragmatizem, nedvomno, ampak kaj je to državniška drža? Mi smo imeli že veliko takih politikov, verjavca, tudi predsednika Pahorja, ki so bili izredno dobri igralci, ampak če vzamemo samo primer meje s Hrvaško, izkupiček je pa grozljivo slab. No, tako moramo reči, da Erjavc v primerjavi s Šarcem je veliko slabši igralec. In da tudi uspehi Šarca so bistveno te parlamentarni in predsedniški večji od Erjavčevih. Ne, jaz takole, seveda, če bi se postavil v kožo Šarca, on ima zdaj dve možnosti. Z lahkoto lahko postane predsednik vlade, bolj ali manj. Ampak vlade, v kateri bo v manjšini. Vlade, v kateri bo vladala bivša vlada, zoper katero je ves čas grmel. In če to zapolnil njegov narcisizem, je potem to. No, pardon, mogoče niste slišali, danes je on izjavil, da naj vlado, oziroma da naj predsednik Pahor mandat podeli kar relativnemu zmagovalcu. No, to pa govori v prid temu, da Šarec kljub vsemu ni tako enostavna persona. Če ne drugega, ko je emitiral politike, gotovo opazil usodo Gregorja Viranta, pa se pravi Zorana Jankovića, Alenke Bratušek, tudi Mira Cerarja. In je videl, da tovrstni projekti, če niso še s čim podkrepljeni, so že na krajši rok, na par let obsojeni na neuspeh. Če je v njem torej neke več politične ambicije, bo seveda hotel preživeti daljše obdobje. In v tej situaciji mislim, da je v poslednji instanci za njega seveda bolj primerna koalicija z Janšo, s katerim bo definitivno lahko dobil od katerega bistveno večji respekt v tej situaciji bo, če sestavljajo tako vlado. In če dobi nekaj ministrstv, na katerih lahko potem on vodi predvsej avtonomno svojo politiko, je to priložnost, da se lahko na nek način formira kot politik. Ne pomeni to seveda, da je to edina pot. Je seveda enigma, še vedno je malo enigma. Samo jaz vidim pri Šarcu, se pravi, obe možnosti. A vidite torej več možnosti, da se pojeta zarečen kruh, napravo vsega kar veliko, kdo s kom ne bo, ali predčasne volitve? Ne, stvar je zelo preprosta, zato so pa ti krogi. Prvi krog, recimo Janši ne uspe, drugi krog, recimo Šarčevim ne uspe, potem pride pa seveda trenutek, najtežji, a imamo še ene volitve, ali najdemo koalicijo. Še ene volitve se bojim, da so vse te stranke zelo v strahu za rezultat. Namreč tudi te, ki so se uvrstali, jih lahko naslednjič so zreducirani in takrat se pa pojavi nova retorika v koristi v imenu države. Se pravi, zdaj moram jaz opustiti dosedanja nasprotovanja, pa vsa zadržke, zato ker me vodi nekaj večjega, vodi me korist države. In to pa se tudi omogoča, da potem se pozabi ta predvolilna napoved, kdo s kom sodeluje, kdo s kom ne. In tako da ta situacija postavi svet na novo, na politične. Ja, doktor Nežma, zdaj, ko so začela govoriti o aktualni slovenski politiki, je začelo grmeti in očitno je nevarnost tudi, da že. Včasih smo rekli, da se Bog krega, ne? Aha, je že začelo? Ja, potem bomo zaključili. Mislil sem postavil, če kakšno vprašanje, ampak